smo nekje skupaj, mislim, ne? In nikoli ne bom pozabila tega odhoda iz hiše moževih staršev. To je bilo zelo boleče, to šele zdaj prav razumem. Takrat sem gledala z drugimi ljudmi, mi je bilo hudo, ker vem, da trpita. Dobro smo se razumeli, ni bilo, mislim, nič, resnično. Ampak zdaj pa, ko odhajajo naši otroci, pa vidim, vedno si rečem, gledaj, kakšno bolečino sta takrat doživljala. Ampak potem, ko je pač prišla stara, še večja, sta oba dva živela pri nas. Živeli smo v lepem sožitju, bila sta prijetna človeka. Mi velikokrat prideš utrujen službe, mama bi rada vprašala, kaj bomo pa zdaj tu spomladi sejali na tej njivi. Glej, je rekel, moš pusti me, zdaj nimam časa, ne, mislim, zdaj prije z dežurstva, pa imaš polno glavo vsega. Bomo to kasneje, ne. Ampak kljub temu, bilo je zelo prijetno in oba dva sta recimo šla iz naše hiše, da sta umrla. Tako da smo, tudi otroci so potem, dva sina imamo, živela z njimi in mislim, da je bila to ena lepa izkušnja. Ampak meni se neko drugo vprašanje poraja. Recimo, včasih so generacije in generacije živele na, bom rekla, na kmetijah. Kako so oni to zmogli vse ob tem delu, da so imeli še ostarelega človeka, za katerega je trebalo poskrbeti, ne vem, kaj vse danes pa je problem res, ali je to v tem tempu, v času, ali to je verjetno v nas, da se ne znamo ustaviti, ne znamo reči, glej, ali nekaj prečrtati, pa reči, ni to pomembno. Če so lahko včasih živeli, to zelo lepo mi je bilo to, ko je gospa Alenka rekla, kakšna takšča bom jaz. Jaz bi želela za sebe reči, da bi jaz tudi rada bila taka takšča, kot je bila moja takšča. In potem bi veliko lažje bilo nam živeti. Vsi pa želimo, da gremo na svoje, to vsak razume. In prav je, da mladi začnejo za sebe, to prva leta, da so za sebe. Če te rabijo, te naj pokličejo, mislim, vrata so jim vedno odprta, ampak moramo jim pustiti njihovo življenje. Ampak žal tudi to včasih ne uspeva. Žal tudi to ne uspeva. In pustiš, da so za sebe, da odmisliš, da te pokličejo, če te rabijo, ampak ne gre. Tudi to včasih ne gre. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa, ste zelo lepo povedala. Mogoče ena stvar, ki je zelo pomembna. In tudi recimo vidim, ko pridejo posamezniki na terapijo in recimo bo prišla gospa in bo rekla, moja hčera ne pride nič domov. Pa rečemo, gospa, ok, ste hčero kaj povabila. Zakaj bi jo povabila? Saj ve, kje sem doma. In tukaj bodo starši mislili, saj v bistvu otroci, ne vem, so v Ljubljani, delajo, nočejo pridati, si ne vzamejo časa za nas. Ampak druga stvar je pa, kot otrok si želiš priti domov, želiš, da te povabijo. Recimo, jaz imam danes tukaj tasta, žal je tašča že pokojna, je bila čudovita tašča, smo se zelo dobro razumeli in recimo, midva sva v Ljubljani, potem v Celju, in je ta spoklical in je rekel za zahvalno nedeljo, Sara, prideš domov, bom jaz skuhal kosilo, bom naredil dodole, bom naredil paprikaš in ti srce zaigra in takega človeka ne moreš ne imeti rad. In otroci rabimo vedeti, da starši mislijo na nas, da nas imajo radi. In tukaj, tako kot ste vi prej omenila, včasih so kakšne zamere, so kakšni konflikti, kakšne stvari, ki bolijo. In to včasih ostaja lahko leta in leta. In je tukaj res pomembno se opravičiti. Recimo, če si predstavljate zdaj tisti, ki imate še žive starše, pa tudi, če odnosi niso bili najboljši, če bi zdaj mama prišla do vas, pa bi rekla, poglej, draga hčera, mi je žal za krivice, ki sem ti jih naredila. Si veliko boljša mama, kot sem bila jaz. Sem ponosna na te. A lahko takšni mami še kaj zameraš? Ali pa očetu, ki bo rekel sinu, ej, ponosen sem na te, verjamem vate, zaupam ti. Starše imaš vedno rad, ne glede na to, kakšni so.
Je pa tukaj ena stvar, ki je res pomembna, da dokler ste starši živi, smo živi, vedno obstaja upanje. Tudi če so odnosi bili skrhani, če so otroci šli v doma, ampak še vedno ostaja upanje. Dokler smo živi, poklicati otroke, jih povedati, lej, pogrešam te. Včasih bo kakšna hčera vrgla telefon mami 5-krat dol, pa bi ta mama lahko že obupala in potem v tem obupu čaka 5-10 let. Ja, ampak ta hčera želi vedeti, a bo ta mama vztrajala, a jo bo poklicala 6. In ko jo bo hčera z veseljem prišla domov. Ker staršev ne moreš ne imeti rad, ne glede na to, kakšni so. Te pa zelo boli, če starši niso ponosni nate, če ti ne zaupajo in če se ne zanimajo zate. No, jaz bi povedala še ena stvar. Prej si vprašal, če je recimo, ko smo drugo zgodbo obnavljali med hčerjo in materjo, če je še kakšno, mislim, če je potrebno zunanje posredovanje. Gotovo recimo to ni primer za terapijo. Jaz vedno imam v smislu terapije in pojem takšne pomoči, močne pomoči. Obstaja pa še ena priložnost in to je mediacija. Recimo Karitas konkretno se mi zdi krasen prostor za mediacijo. Mi smo na pastoralnem centru v Mariboru, oziroma pastoralnem službi v Mariboru, imeli številne take primere, kjer sta se mati in hči lahko dogovarjali o pričo mediatorja. To pomeni enega posrednika, neutralnega človeka, ki ni držal ne z materjo, ne z hčerjo. In tu je ena priložnost, recimo, tudi mi pri sosedih smo lahko recimo mediatorji. To pomeni, da pomagamo, da se dva slišita, s tem samo, da recimo prevedemo ali pa pomagamo, da bolj raztolmači eden pa drugi, kaj pod čem misli. Recimo v primeru, ki ga je Sara rekla, ko mama 5-krat pokliče ali pa hčerka 5-krat drže dol, zakaj 5-krat, lahko samo enkrat, naslednjič pa je mediator, ki recimo pomaga kot telefon povedati, kaj želi hčerja, kaj želi mati. In je ta stik lahko hitrejši, ne zgubljamo časa, pa ni boleč, pa še recimo pojmu terapija, ki ga bolj ali manj vsi slišimo kot negativno, se lahko izognemo. Mislim, da za Karitas je to krasna. Dobro. To sem tudi hotel poudariti, ravno zato, sodelavci Karitas imate odprta marsikatera vrata. Poznate ljudi, poznate razmere in preko sem govorili o času, ki je danes zelo hiter, tempo je neverjeten. Časi so res malo bolj počasi živeli, ampak kaj je danes prednost? Imamo ogromno znanja o medsebojnih odnosih, o tem, kako razmišljajo moški, o tem, kako razmišljajo ženske, o tem, kakšne so relacije med taščami pa snahami, med starimi starši, srednjo generacijo, vnuki in tako naprej. Tega znanja je ogromno. In zakaj ne bi tega znanja uporabili? Zakaj ne bi tega znanja uporabili? Posebno pa vidi sodelavci Karitasa, lahko na ta način s tem znanjem veliko stvari pogladimo, koga spodbudimo, tako naprej. Tako da tu jaz bi si kot preko pregovora tudi o tem, kakšni detki pa babice bi bliže želeli biti, jaz se pa ne bi pustil nič vabiti, ker če bo kdo imel vnučka ali pa ne, jaz se mu kar sam pomagal, pa me sam še malo podsatati, ker pa je detki babice, to moramo delati, Dobro, hvala. A smo še v kondiciji ali zaključujemo jo? Še malo, dobro. Potem bi pa še jaz eno temo odprl, ker tukaj so šepnili, da še lahko malo. Eni 10 minut, čeprav? Ja. Kako pa vera v tem našem prostoru danes, ko vemo, da pripeljajo mladi takšne in drugačne partnerje, da morda celo ne grejo v zakon, niti ne razmišljajo. To se postavljajo nove vprašanja, nove bolečine. Kak nam srednjih generacij, pa tukaj nas je nekaj takih, ali pa mlajših starostnikov, a že smo taki? To je 62. leta naprej, kdo je tam, je že na moji strani. Dobro. Kako nam tukaj vera pride prav ali pa pomaga, ali pa tudi ne.
a ne, na tej poti sožitja. A je vera tisti element, ki nas notranje žali, ko z tega žalimo, ali pa se bremenimo. Da ni vse v okvirih, kot bi moralo biti. Vse veste, čas je izredno pester. Bojan, kaj bi ti rekel? Kot mlad, ko vidi življenje zelo široko. Ja, rekel bi pri teh mladih parih, ker niso za te, oziroma za poročice, tako, bi kar povedal iz konkretnega primera, in sicer mojega brata. Prehitela je še nosečnost, imata otroka zdaj prvega in mami kula, ker smo pri nas pač zvedne družine, je kul so bili dvomi, kaj pa poroka, a ne? In prvi odgovor, ki sem bil zraven, je rekel, vse bo. Zdaj, ker sem hotel povedati z tega, vse bo, samo da zberem besede. Mama je enostavno rekla, enkrat jim bom omenila, da se zavedajo, da mi ni vse en, kar se bo pa naprej dogajalo, bom pa to, da bom molila v to smer, da se bo razvil tako, kot se more. Ti, Štefan, se gotovo veliko srečuješ s temi vprašanji, kot sem jaz nanizal. Kakšna je tukaj pot enih in drugih? Težko je kar en recept dati. Verjetno je tudi več različnih poti, no. Se mi pa zdi fajn, da če starši imajo to možnost, običajno v tej sočutnosti do mladega, oziroma do otroka in do njegove bodoče žene, punce, opažam, da so kar zelo popustljivi. To starši, ki so bili včasih zelo načelni, naravni, ene vrednote se je potrebno poročiti. No. Seveda, nobenega ni moč v karkoli prisiliti. Se mi pa zdi fajn, da starši v največji možni meri lahko se izjasnijo, da s tem stanjem niso zadovoljni, da jim ni vseeno. No. Tako kot je že Bojan rekel, mogoče bi, jaz mislim, da bi otroci starše tukaj pri tej njihovi drži še bolj resno lahko vzeli, oziroma, če rečem drugače, če bi starši veliko bolj jasno to izpostavili, bi jih otroci vzeli resno, ker jih zaupajo. No. Tako da, jaz bi svetoval staršem, ki se jim to zgodi, da so pri tem tudi odločni, da mlade postavijo pred velik izziv, ker tudi mi skušamo postavljati pred izziv poroke. Če se pa to ne zgodi, se je pa treba zavedati, da je to zelo oteževalna okoliščina prav v procesu ločevanja od staršev. Kar smo prej govorili, ne? Včasih, ko se je poroka združila z skupnim življenjem, se pravi, vse se je naenkrat zgodilo, poročil si se, začel si skupaj živeti, odločil si se za otroke, je bil to tako močan simbolni trenutek, ki je pomagal rezati pupkovino. Zdaj se pa dogaja, že skupaj živita, potem, da vem, mogoče ste tam v Ljubljani, ko študirate, ste že skupaj živela, prijeta domov, imata že tako kot eno mini gospodinstvo, zgodi se otrok in starš kot sam nima sploh te možnosti skozi močan simbolni trenutek, ki ima tudi pomembno sociološko družbeno razsežnost, kot je poroka
tega reza narediti, tega reza doživeti in je zelo oteževalna okoliščina. Zato se mi zdi pomembno, da se starši tudi tega zavedajo in da ta korak tudi sami spodbujajo in da postavljajo tukaj mlade pred kar veliki izzivom. Še kdo dopolni? To, o čemer smo govorili, je velika bolečina marsikateri staršev, ki so verni, ki dajo nekaj na zakramente, otrokom pa nekako ne morejo ali otroci pa ne slišijo. In se potem tudi starši sami se začnejo spraševati, kakšna pa bila moja vzgoja, kje sem ga pa pokiksal, pa morda nisem nekje pokiksali. Tako da tu ima vera zelo močan vpliv. Tudi pri medgeneracijskem sožitju se mi zdi sploh za kristjane, marsikdaj je treba potrpeti, marsikdaj je treba tudi se malo umakniti, dati drugemu prav, čeprav misliš, da nimaš prav. In pri tem se mi zdi, da vera igra zelo, zelo pomembno vlogo. Sploh, če vidimo Jezusa svojim bližnjem, pa vidiš, Jezus, kako se me pa danes fajn nadrl, kot je tašča nadrla, kaj ti zdaj ne nazaj narediti, ne pa ne moram nazaj narediti, čisto tako plastično povedano. Se mi zdi, da je vera lahko velik plus in velika milost. Samo nekaj. Torej, situacija danes je takšna, da nismo vsi katoličani, to je dejstvo. In jaz, če gledam recimo moja snaha, njen dedek je musliman, ona ni krščena. Mi smo pa recimo kao katoliška družina. Zanimiva stvar. V bistvu vse več nas je takih, ki bomo imeli, mogoče tudi vi, imate mogoče snahe in zete, recimo celo iz druge vere, ne samo, da niso recimo kristjani. Ampak recimo v mojem možu se je takoj zbudil, čim je to zvedel, se je zbudil en prastrah, da tako rečem. In potem seveda, če je moža zajela panika, je še mene malo zajela panika. In ko smo se o tem pogovarjali, smo se pogovarjali v troje. Najprej mi z Milanom, potem pa v troje z... Milan je mož. Ja, Milan je moj mož, ja. Pa v troje z Filipom, sinom. In sicer o tem v bistvu... Kako bomo zdaj to? Mi bomo svoje življenje živeli naprej, tako kot smo ga do zdaj, to pomeni molitev pred jedjo, po jedi, nedeljska maša, skratka, fantje, tudi če mi nismo doma, so hodili k maši, tudi en oseben verski pristop imata obadva. In Filip je rekel, ja, jaz ne vidim tu problema, mislim, da bo Iza pač hodila z mano, kamor bom hodil jaz, pa sem jaz rekla, sanjaj, Drž da ne bo, mislim, tako. Ampak zanimivo, da se je pa zgodilo dejansko to, kar je Filip rekel. Torej, ona je sicer začela hoditi, najprej ste začela hoditi v študentsko skupino na Studencih, potem pa zdaj v študentsko skupino, recimo v petkih, hodite v študentsko skupino katoliško, župnijsko. Tudi k maši, recimo, Iza pride, ampak samo kadar Filip igra. Filip namreč igra bas-kitaro in v našem bendu igra, ampak pride takrat pač, ko Filip igra. Je pa nekaj res, da je izredno inteligentna deklica in recimo ona zna že vse naše molitve. Toliko je pri maši, pa se uči. Zdaj, stvar je v tem, to je moja teza, da moramo biti mi doma pozorni, kakšni kristjani smo. Naše pričevanje je misijonsko pričevanje, mi smo misionarji. In to je treba vedeti vedno. In ne recimo si predstavlja, da bo ona kar tako padla noter, ne. Ona zelo dobro presvoja naše dejanja, odstopanja od našega učenja cerkve do našega ravnanja. Torej, jaz sem z ene strani zelo vesela, z druge strani pa povem, da to ni tako enostavno, ker tudi sama se zdaj bolj pozorna na take zadeve. Mi sicer usedemo in recimo ona tudi včasih kaj tak reče, reče, kak pa te zdaj vi to tak, Prej ste rekli tak, zdaj pa tu nekaj kar po neki bližnici, In potem jaz pač rečem, veš kaj, tudi v bistvu ljubezen je tista prva, ki bo sodila, to je prva stvar, druga stvar pa tudi mi smo grešniki in zdaj vidiš, da je v bistvu nič ni popolno, Tudi ti si lahko, oziroma jaz, mislim, tudi jaz sem lahko nedosledna, ampak to nič ne zmotim v bistvu tega, da jaz ne bi, mislim, ne vpliva na mojo vero, na moj odnos do Jezusa. In tudi v bistvu se pogovarjamo ne profano o cerkvi pa o veri, ampak osebno.
o osebnih izkustvih. Recimo tudi, ko je bila moja mama zelo uboga, zelo bolna, smo mi molili rožni venec, to je pri nas pač klasika. Če je kaj narobe, pa če mi smo tudi za Bin Ladna molili rožni venec, recimo, veste, otroci zvečer, pač v postu še zdaj, kljub temu, da so že veliki, tudi sami rečejo, kdaj, tudi če maček zboli, po pravici povem, rečejo, molimo k svetemu Frančišku, ne. Veste, tak pač so, pa čeprav so že čez 20 let stari, ne, 24 let, ta veliki, ne, ampak mi to tak. In recimo, ko smo molili za mojo mamo, je ona prisedla in je molila. In mi je takrat potem zvečer rekla, jo, veste kaj, zdaj pa vidite, to pa se mi zdi pametno, če si verni, pa se imaš kam obrniti, pa kam prositi za pomoč. Ne? Pravzaprav to je eno vele spoznanje. Marsikateri katoličan hodi samo k maši, pa recimo ne prakticira tega bogatstva, oziroma ne plačuje s to kreditno kartico, ki jo mi imamo, molitvijo. Hodi v cerkev, pa ne ve točno, da je bogatejši zaradi tega, ker hodi v cerkev. Ne? No, skratka, tako daleč od idealnega smo, ne? Ja, zelo lepo. Hvala. Je kako vprašanje, ker se moramo vseeno... Prosim. Prostite, vam pomagam pri vašem snahu par besed. Ko sem jaz prišla v Slovenijo, sem bila stara 22 let, sem bila tudi njene vere in sem sama se odločila, dobrovoljno sem stopila v krščansko veroizpoved. Jaz bi vam dala na svet, da jo date čas. Vaša toplina, vaša duša, vaše srce bo to delovalo svoje, dajte jo čas, ona se sama bo prilagodila. Jaz sem se prilagodila na vse, kako se v Sloveniji živi. To vam je moj nasvet. To so dobre duše, samo budite vi duša v njej. Hvala lepa. Še kaj? Potem bi pa na tisti moj stavek zdaj vsak odgovoril z vašimi parimi stavki, ne? Ste se zapomnili? Veselje v sožitju, tudi ne preblizu. Veste kaj, zakaj gre, ne? Kaj? A sem vas zadregal spravo. Veselje v sožitju, tudi ne preblizu. Veselje v sožitju, tudi ne preblizu. Jaz sem prepričan, da s časom in pa z vero ni nikoli preblizu. Se mi zdi, da res tisti čas zaupanja Boga, molitev, če ti za nekoga moliš in ga izločaš Bogu, karkoli ti je naredil, mislim, da mu čez čas odpustiš in on bo to tisto čutil. In mislim, da je tisto pravo veselje, pravo sožitje, če smo si čim bolj blizu. Jaz moram reči, da to je paradoksalno za mene čim bolj blizu, ker jaz vam eno veliko potrebo tako je, ne, ene svoje avtonomije. Pustite mi, da sem jaz takšna, kot sem. Ne. To pomeni, rabim svoj prostor in mislim, da ga vsak od nas rabi. Potreba avtonomije, to je ena osnovnih potreb in to dejansko je vredo. Bližina, ampak vseeno ne preblizu. Ne. Hvala, grem naprej. Sožitje, ampak ne preblizu. Veselje v sožitju. Veselje v sožitju, tako ja. Jaz mislim tudi, da če je predaleč, potem ni sožitje. Ne? To bi vse, kar bi rekel. Dobro, hvala. Jaz bi pa rekla, da vsi si želimo biti povezani, vsi si želimo biti v odnosu in sploh z družino vsi želiš biti blizu. Pa to ne pomeni, da moraš živeti pod isto streho. Jaz bi tukaj samo še dodala na koncu veselje v sožitju, če je sočutje drug do drugega. Hvala. Jaz bi pa dvoje rekel, blizu, popolnoma drug z drugim je dejansko lahko samo v zakonskem odnosu. Tudi če tako biblično ali pa teološko poskušamo gledati, tam sva ne eno, tam sva dejansko popolna odprtost naju dveh kot celote. Ne? Pri vseh ostalih odnosih, tako do svojih otrok, kot do starejše generacije, staršev, snahe, tašče, je pa potrebna ta rahločutnost, kot je tudi Alenka rekla, ne? Da znamo pustiti prostor
da se potem iz tega, da smo lahko to, kar smo, svobodni, da se res rojeva ta potreba po odnosih, po bivanju skupaj in po povezovanju. Hvala lepa, če vas še enkrat imenujem Karloto, Alenki, Bojano, Sare in pa tebi, Štefane, mislim, da za zelo lep večer in bogat. Dobrodošli, ne? Res hvala vam za bogatenje, za osebno pričevanje, kaj je težko. In še kdaj, ne? Jaz sem prvič na dogodku Caritas, moram reči, da je čutiti eno zelo lepo energijo, mi je zelo dragocena izkušnja. Hvala lepa. Zdaj, če časovno zmoremo, oziroma če smo še v kondiciji, bi 10 minut še filmček pogledali, sem razumel, o zgodovini te hiše, ne samo hiše, pač pa poslanstva. Jaz bi